Spoštovane ustanoviteljice Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, spoštovane vodje in sodelavke, spoštovane predstavnice in predstavniki vseh univerz za tretje življenjsko obdobje, spoštovane študentke in študenti, ostali gostje, prav lepo pozdravljeni. Izraz učenje in delovanje z roko v roki poudarja pomen povezovanja teoretičnega znanja in praktičnih izkušenj. Torej se učenje in delo izvajata hkrati, s čimer se izboljša razumevanje in uporaba pridobljenega znanja. In ko učenje in delovanje delujeta v tandemu, posameznik lahko pridobi bolj celovito razumevanje snovi ali spretnosti. In namesto zgolj pasivnega podajanja in prejemanja informacij se aktivno vključuje v izvajanje nalog, reševanje problemov in uporabo konceptov v praksi. In to lahko pripomore k boljšemu pomnjenju, razumevanju in notranjemu učenju. In pomembno je praktično usposabljanje in aplikacija znanja. Študenti se naučijo teoretičnih konceptov in nato te koncepte uporabijo pri reševanju dejanskih problemov ali pri izvedbi projektov. Prav tako so pomembne delovne izkušnje in tudi izobraževanje na delovnem mestu. Tudi če je delovna doba že zaključena, je vseeno vračanje v delovno okolje z novimi znanji in preizkušanji aplikacijo teh znanj pomembno v realnem delovnem okolju. Nato učenje s praktičnimi vajami. Namesto zgolj predavanj so pomembne te vaje, simulacije ali projekti, ki omogočajo študentom, da aktivno uporabijo svoje znanje. Mentorstvo in praksa, kar je eden od temeljnih konceptov Univerze za tretje življenjsko obdobje, mentorji in strokovnjaki v določenem področju vodijo in podpirajo učeče se pri njihovih dejavnostih, kar omogoča izmenjavo znanja in izkušenj. In seveda sodelovalno učenje. Skupine udeležencev sodelujejo pri reševanju problemov ali izvedbi projektov, kar spodbuja izmenjavo idej, reševanje izzivov in učenje drug od drugega. Ta pristop k učenju poudarja praktično uporabo znanja, kar lahko vodi le do boljše pripravljenosti in veščin za soočanje z izzivi v resničnem svetu. Vzajemno učenje in delovanje med skupnostjo in posamezniki, ki v njej živijo in delujejo, vzpostavlja trajnejše vezi, tudi skupno identiteto. Ta dinamika prispeva k obogatenju znanja in razvoju skupnosti kot celote, hkrati pa spodbuja tudi osebno rast posameznikov. In to je ključen mehanizem za trajnostni razvoj in rast tako posameznikov kot skupnosti. In v tem, spoštovane ustanoviteljice, spoštovane predstavnice in predstavniki Univerze za tretje življenjsko obdobje, je prepoznana pomembna vloga vašega dela in delovanja. Univerza za tretje življenjsko obdobje je rezultat dolgoletnega prostovoljnega dela strokovnjakov s področja izobraževanja odraslih, pa tudi prostovoljnega dela mentorjev in številnih slušateljev te organizacije. In vaše temeljno poslanstvo so izobraževanje starejših za osebnostni razvoj, vključenost starejših v družbo, prav tako pa tudi spreminjanje pogleda na starost in staranje in s tem družbenega položaja starejših. Spoštovani in spoštovani, v imenu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in v imenu Sektorja za izobraževanje odraslih, pa tudi v svojem lastnem imenu, se vam zahvaljujem za vabilo na današnji dogodek, za organizacijo in za vso delo, ki ga opravljate že 40 let. Čestitke.